Smo šli malo snorklat, ampak je vidljivost. Komaj se sploh ne vidi. Malo smo posnorkali, ker je slaba vidljivost. Nismo šli daleč, tako da gremo nazaj na jadrnico. Sem malo lačen, pa moram kaj za ješče narediti, pa na Jambor moram iti. Trajekt pride nazaj, upam, da so mi nafilali jeklenki poteplaški, da bom imel, če bo kaj potrebno. Pa je spet en dan minil. Danes imamo pa ful lepo vreme, da pokažem. Sonce tako žge, da sem mogel tle malo jadro si odprt, zato da sem v senci. Namreč včeraj sem šel zvečer 5:30 na vrh Jambora, kjer sem zamenjal, se pravi, za veter senzor. Pa kabel je bilo treba spustiti dol po Jamboru. Skupaj sem star kabel pa nov skupaj povezal, pa dol vlekel, ampak nažalost se je nekje zataknilo, tako da potem smo imeli brez kabla noter, se pravi spodnji del je šel ven, zgoren je ostal gor. Tako da sem potem na ta moder, ki drži bum, gor navezal žico, potem pa sem tukaj to vrv dol vlekel, tako da sem dobil po vrvi dol, se pravi kabel. Zdaj sem se matral 1 uro, da sem ga od tukaj ven dobil, ampak mi je uspelo. Zdaj pa napeljujem naprej, zdaj gremo pa tle noter v strop, zdaj sem strop tle razdrl. Pa jaz tle žičke priklopim, ne? Tako, zdaj boš pa ti žičke tle priklopila in upamo, da dela. Tako. To je to. Danes naj bi bil plan, da gremo nekaj potapati, ampak ne vem, kako bo, bomo še videli. S temle kapetanom nam je obljubil, da gremo na nočen potop, oziroma nočno snorklanje, da nas bo pelal. Tako da dal že 4 luči, včeraj povent, tako da bomo videli, upam pa tudi, da bo tale vind enkrat delal, da bi pol mir. V glavno, nadaljujem. Punce grejo na stran motoke reje gledati, jaz bom pa ta čas tole umeril dokončal. Pa se lotim naslednjega projekta, ki bo treba. To je pa zamenjava alternatorja. Sicer ni, ne vem kakšen, spet težava to zamenjati. 2 vijaka sta samo, bolj je težava, da bom prav kable priklopil, ker so v Mindelu. Smo neki kable po domače zvezali, tako da niti ne vem, kateri. V bistvu eden naj bi bil lučka, naj bi bil signal, oziroma tisti, da. Ostalo pa gre na, se pravi, zapolnjene akumulatorje, se pravi, dejansko so sem 2 žice, glavno, ki ne smem zamenjati. Sicer ne vem, ali bi uničil regulator ali ne, ampak to moram še malo naštudirati. Tako da pogremo pa ven iz tukaj, tle je ful umazana voda. Tole je drugače še zmeren trajekt, danes je petek, to je pri nas vikend, tako da tle ostane. Mi bomo šli pa tam ven, zdaj čakam, da se voda malo dvigne.
zato ker moramo delati vode, smo brez vode, smo jo vse uporabili. Zdaj 6 dni minilo, tako da je čas, da delamo vodo. Bo pa treba po moje danes delati malo dlje, ker moramo delati in za pit in za v tanke, tako da ne 2 urce. Se pravi, če naredimo v 1 uri 140 litrov, to v 2 urah skoraj 300 litrov, tako da ali pa ura pa pol bomo delali, bomo videli. V glavno, to je plan za danes. Napočil je trenutek resnice, da vidimo, če zdaj to deluje. Inštrumenti so vžgani. Zdaj pa da vidimo, ali inštrument deluje ali ne. Ne deluje. Pa to ni res. Nisem bil sigurno 20krat že na jamboru. Ne deluje. Ne vem, kaj je zdaj spet. Evo, izhod iz harborja. Ne pa plujeva čist blizu grebena, ker je zelo ozek kanal. Tam naprej pa še ožji. Takole gremo pa če zdaj med 2 koraloma, grebenoma. Je tam 3-4 metre širine. Vračava se na sidro, kjer so bila pred dnevi, zato ker tukaj je čista voda na tej strani in bomo danes moramo delati vodo, ki nam je zmanjkalo. Pa jutri bomo itak odpluli, tako da ni treba več skrbeti, ali bomo prišli varno iz harborja ali ne. Glede na to, da je bila zdajle plima in ni bilo nobenih težav. Če mi pa vseka, zna iti pa skoraj meter dol, ne? Je pa namesto, ne vem, 3,5, 2,5 globino, ne? Pa že bolj rizično, glede na to, da imamo 2 metra ugreza. Timi je presidran, Dingi čaka tamle. Mi gremo pa danes spet 2 potopa narediti, tako da zdaj se pripravimo vse skupaj. Fotografa spet imamo, evo ti Aljaš. Dobro jutro, dober dan. Pa še eno novo imamo, Natalija. Evo ti ga Captain, Boss, Ramzi, pa medva. Tako da gremo zdaj na en potop, Natalija je pa freediver, je pa tam do 35 metrov globoko, bo pa kje vmes dol uletela nas malo pogledati. Čekirala. Ja, to je to.
Evo, zdaj smo naložili vso opremo v ta električni avto. Gremo zdaj opremo oprati, pa gremo pa na tim je neki zajesni, ki se pa domačini kopajo. Seveda oblečeni, zato sem se mogel tudi zdaj ta neopren oblečiti. Drugače varianta, da bi bil raj brez samo kopalka, glede na to, da je vroče.
thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it can build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird. Tako izgleda moje delovno okolje, kaj ne rečem. To baterijo sploh ne morem več napolniti. Ena baterija ima kao celico, značajna pa kapaciteta čisto slava, tako da ko mi dela. Tako da 3 baterij zdaj imam 1,5. Skoraj celo potovanje sem se obadal, da sem dobil baterijo za daljinc, da končno dela dron, evo zdaj pa te baterije. Res, pa to je za znort. Čisto se obadam z nekimi temi tehniko. Kopiram na diske, prenašam, baterije filam, zdaj izkoriščam ta čas, ker imamo že tako slabe akumulatorje, da sem tle na elektriki, da lahko kakšen vlog naredim. Utrujen sem že, včeraj sem stal, se zbudil ob 6 zjutraj, spat sem šel, ne vem, kdaj, ob polnoči, kdaj, čisto sem nekaj delal. Zdaj, ok, delal. Ali delam, ali pa pač gremo snorkljati, ali pa se potapljati, tako da je že kar naporno, rabo bi kakšen dan, ampak še zmeraj nisem alternatorja zamenil. Zdaj imam tele reči za urediti, jutri bomo odpluli nekam naprej. Če kdo misli, da ni naporno, je kar res. Rabila bi ima en dopust, da grejo malo domov, da sva samo doma, uživava, pa se pa vrneva vsa polna energije, da bi nadaljevala. Takole, ko pa potuješ tedne, mesece, leta, imaš pa tudi že počas dost. Se ne rečem, da ni lepo, pa nisem to želel, ampak včasih bi bilo treba malo na bremzo pritisniti. Zapuščamo Mandu, gremo na motor, ker moramo priti ven iz grebena. Piha 25 vozlov, tako da se komaj premikamo naprej. Zdaj spet veter skozi napovedan. Zdaj imamo ene 2 milje tle noter, pa imamo pa čez ene plitvino čez zaid. Vmes so bumi, korale, tako da moramo paziti, da kaj ne zadenemo. Dejansko gledam pot, kje sva šla noter in zdaj bo šla po isti nekje nazaj. Imamo pa še delfine, tudi tukaj v plitvini. Danes kar piha, evo zdaj že, ko smo tle pluli noter, ko smo štartali, smo že 31 vozlo, maksimalni sunk.
tako da kar piha danes, se tudi valovi delajo. Upam, da bomo najdli kakšno zavetje za sidrat. Čeprav tle ni otokov, ki bi lahko sidral, so sem tako za greben, greš lahko noter. Zdaj, če je greben nizek, potem tudi valov ne ostal in je potem si na takem. Recimo tukaj je eno toček, je resort, tle ne smeš sidrat, drugače ti lahko tudi zakasirajo, glavno. Težko je najdeti kakšno pametno sidrišče. Smo še tukaj noter sidrat, smo spustili sidrov, vetek piha z tega konca čez 20 vozlov, mi smo bili pa tako, sidrali pa noter, zakaj je tok tukaj močan. In ne moreš, se delajo valovi, na počest stojiš, se guncaš, nič ne moreš. Tako da zdaj gremo pa tle naprej, nekam tle, ko je resort, ker naj ne bi sidral, ampak bomo probali. Drugače je tam še eno otok, ki je lokalen, ampak nimaš kam iti, ker je pa globoka voda, nimaš kje sidrat. Če greva pa lahko noter, tam, ki imajo ko harbor, pa ne vem. Na koncu, če ne bo, bomo šli tam noter. Glavno je kar težko najti očitno eno sidrišče. Globine tle na Navioniksu so čist mimo, tudi otoki in vse narisano, tako da vse na Google Maps gledaš, po Google Mapsu zgleda lepo, vse skupaj. Lep zaliv noter, lep greben, ampak kot vidite ni nič kaj fajn prijetno. Valovi, veter, ok, da je veter me ne moti, ampak če pa metrski val prihaja ti v bok jadrnice, pa ni nič ugodno. Lepa laguna, ampak tle, ki plujemo 35 metrov globine. Tole je resort. Če bomo najdeli tam kakšne 20 metrov globine, ki je kakšno točko, bomo sidrali, drugače bomo mogli iti naprej. Smo že čist pri kopnem oziroma tele modrini, kjer je čist plitvo, še meter globine, tako mi plujemo, evo ti, čez 28 metrov. Ni šans, da sidraš. Je pa lepo tle, ne? Danes ni bilo nikjer možnost se sidrati, zato smo prišli tle na ta otok, imenuje se Himandu. Ok, malo sem poškilo tam na česki napis. Smo se pritekle vezali, 3 metre globine, meter skoraj vse, bomo tam ne par 10 centimetrov, če bo pod kobilico še lufta, ampak to je v redu. Jutri bomo šli pa verjetno potem naprej. Zdaj gremo pa kar naprej tle čez otok, tam na oni strani se lahko kopamo, naj bi bilo Tourist Beach, se pravi, da smo lahko samo v kopalkah, v majici, kratkih hlačah se mi ni zakopati. Na šport dajo pa ful veliko, evo ti spet ima čist novo igrišče z novo umetno travo, to pa na vseh otokih kar laufa. Tako da zvečer, preden bo tema, mrak tam čez kakšno uro, ko bo sonce malo nižje dol, pridejo vsi ven, pa začnejo pol te, vse na tem prejšnjem otoku je bilo na Manduju, rokomet, odbojko, nogomet, da so čisti športniki. Tukaj bomo šli pa v vodo, imamo vso opremo s sabo, še 2 ure sonca, ravno prav. Bel pesek, zelo bel. Zelo bel pesek, to na Karibih. Na Karibih je rumen bolj. To najbolj bel.
Danes imamo pa zelo lep sončen zahod. Jaz smo bili skozi tam na plaži, na tej Tourist Beach. In pa se vračamo k Timiju Harbor. Ful mi je všeč ta otok, lepo je tak urejen. Evo, tako kot sem že prej rekel, vsi že igrajo tam na onem igrišču, odzadaj je polno nekih turistov tudi tukaj. Glavno zdaj gremo nazaj na Jadrnico. Se pa saj vidite, evo ti tle, ko imamo Jadrnico, kakšno je dno. Sicer neke globine ni. Zdaj je šla od tega roba dol voda, se pravi na 40-50 metrov, kar smo prišli. Se pravi, še kakšne dobre pol metra imamo pod kobilcem. Dovolj bo. Pa se petek začne spet dvigovati. Danes smo se premaknili naprej za 12 mil. Zdaj smo vpluli v en atol. Ni bumju videti, takole je okoli 10-11 metrov skozi globino vode. Odzone so kar valovi, ampak si očitno dovolj poberajo greben. Tako da zdaj gremo sem tle malo naprej proti temu otoku, malo bolj proti grebenu, tako da bomo v zavetju, glede na to, da je spet napovedano čez 30 vozlo vetra, jutri zvečer. Lahko nas tudi kaj preseneti, pa že prej. V glavno itak niso napovedi točne. V glavno zdaj lepo se premikamo na Genovo, ker še zberem, kje bom sidral. Potem pa bomo šli na tale otok, nas pridejo iskat. Naj je kontaktirala ena Slovenka, ki je tukaj, tako da bodo speedboatom prišli po nas, tako da gremo na eno kavo. Saj ni daleč, ne 3-4 km, ampak z našim dingijem to ni za iti. Zdaj tukaj lepo takem še gre, je super primerno. Zone so pa valovi, pa piha, pa tok je 2-3 vozle in sem rekel, da z našim dingijem ne bo šlo v glavno. Tako da mislim, da bo dobro sidrišče, tle zgleda sam pesek. Je pa tudi res, da verjetno kaj dosti tukaj ne bomo videli, razen če bomo tam, ko bomo šli na greben, če bo tam kakšne korale, kaj rib, tako naprej bomo videli. Pač imamo pa priliko zdaj, da zvemo kamit, ki je videti, radi bi videli še mante, whale sharka, nurse sharke. Tukaj sem gledal na Google Maps, tle gor naprej moramo iti, še za, se pravi, še en tak premik, ki smo ga danes naredili. Če ne drugače bomo šli pa tja. Bomo videli. Glavno sproti se odločamo, pa bližamo se nazaj glavnemu mestu Male, da bo pa Natalija odšla domov, da pa nadaljevala svojo pot. Natalija ni mogla počakati še 5 minut, da bi dosidral, tako da zdaj na 3,3 vozle se drži štrika. In povedal, da je to kar ni tako, malo to hoče povedati, če sem brez besed. Da ni to kar tako se lahko drži ta zaplavo, da mogoče da misli, da gremo tako lepo čas, ampak gremo kar dovolj hitro. Kaj pa danes jemo? Prvič v lifeu jem špageti z drobtino. In kakšno ti je? Ja, to je bolj za take, veš, ko smo mi. Ohaje, to je ful do porcije ohaje. Ampak ja, naješ se sigurno. Enostavno, simpel okus in hitro. Pol ure imaš narejeno. Je pa jedljivo, moram priznati, da je jedljivo. Kako sem mislila, da rabim kečup ali še kaj. Kaj tako je. Kmečka hrana. Kmečka hrana. Smo šli poslušati greben. Tim je tamle. Ni nekaj za videti, samo plitvo je, bolj malo teh koral, pa bumijo.
končno enkrat mi ni treba strižiti, tako da dobro, da imamo zdaj še eno Natalijo, da jo bo postrigla. Drugače moram to jaz početi, evo, tako da boste vedeli. In to sred morja smo, evo. Težko bi tlele dal lokacijo frizerskega salona Timi. Ja. Glavno, daj gledajte, da ne bo polno las po celi jadrnici. All inclusive. Piva sem. Ja, v gumenjak. Sem ne bo skrito. Pa še malo samo. Beži, beži, drž pava. Imamo eno nevihto, čeprav danes sem je vesel, ker je bila smo včeraj jadrali in so valovi zalivali palubo, tudi do čismo slana jadrnica, tudi po celicah vse okna tudi, tako da zdaj sem vesel dopadel. Se ne bo dolgo. Moramo pa snorkati. Se mogli malo prečasno vrniti, ker so že ful valovi, pa piha, pa je težko pa z gumenjakem plutu takem. Zdaj prihaja pa neviht. Ena šla že mimo, tudi že malo pozno popoldne je, bo sonce malo zašlo. Odtlele pred nami je en otok, nedalj stran, kakšne 2 kilometra, pa se ga že ne vidi, se pravi, da fajn pada. Tle sicer trenutno še nič. Do 30 vozlo je bilo vetra, ampak ni hudega. Spet ena nevihta, ki bo šla mi in pa bo pa lepo. (39,7) je bil maksimalni sunk zdajle. Pa ne bi rekel, sploh ni občutka tega. A smo pa že toliko navajeni tega vetra. Čeprav z Indonezije ni bilo nič vetra. A zdajle bo jadrnica lepo spet splahnila, tako da ne bova imeli nič slane. Ja, Natalija že puca. Še za čiščenje jadrnice. Nisem si mislil, da bo taka nevihta, sem pa vesel, da smo šli nazaj v gumenjak. Ker v 40 vozlih tam na grebenu v gumenjak noter iti ne bi bilo lošno. Je pa v redu, ker bi šli z vetrem, tako da ne bi bilo problema. Lep dan je bil danes. V glavno smo imeli sonce, ene 2 nevihte takele. Zdaj bo večer, zjutraj pa nadaljujemo naprej. Nadaljujemo pot, ne gremo daleč. Prej smo bili sidrani
takole nekje tam sred morja. Glavno, zdaj gremo pa tale mimo enega otoka, za njim noter, pa spet nazaj, tam naj bi bil en sandbank, pa en prehod, kjer naj bi bile mante, tako da upam, da jih srečamo. Zdaj nevihta je šla čez, tako da upam, da bo zdaj kaj boljše vreme, da bi lahko mogoče še z dronom poletel, če se bo dalo. Prihaja nova nevihta, smo prišli tle do sandbanka, ki je tamle na sidru. Pa ne vem, da bi poletel z dronom ali ne, ker tole ta nevihta bo v 10 minutah tle. Preden bom jaz dron prišpitil, pa vse po moje, bo že padali. Ni pa nobene strehe ali pa kaj, da bi lahko hitro noter spravil, tako da bom počakal, da gre nevihta min, ali kaj, ne vem, bomo videli. Je pa zdaj fajn za poleteti, ker je teh 5 minut sonca. Sonce sem zdaj, kako smo se sem pelali, drugače skozi ali dež pada ali je pa oblačno, tako da. Drugače je pa ful lep sandbank, nobene smetini nikjer, taka trd pesek je, lepo je tlele sem, ni mi všeč ta nevihta zdaj, ki prihaja. Drugače tukaj je prehod z mantami, ampak so že krožili ti lokalci oziroma s turisti so iskali, pa niso najdeli, tako da bomo verjetno kar spustili. Nima smisla, da iščemo mi z dingijem zdaj mante. Ale sandbank mi je pa res všeč. Sem bo pa čez kakšno uro, 2, 3 zginil. Tle sicer malo bolj počas plima povseka. Če za pol metra naraste voda, tako da se pod vodo. Zdaj smo glih ta prav čas še prišli, da smo na tem sandbanku. Gledam zdaj nevihta šla tam malo mim, tako da bom probal malo z dronem poleteti, saj malo upam, da dron deluje. Zasidrani, zdaj smo preverili vse v vodi, kam smo sidro spustili, da nismo v kakšne korale, da ni kakšen bumi vmes. Tale za nami, evo ti je plitvina, pride 2,5 metra, prav to, če bi prišli na tolele, ne bi nasel, ampak imamo od spredaj dovolj verige, sidro dobro drži, tako da se ne bojim. Tako da bomo šli pa z gumenjakom tamle noter, luko. Tamle je pa en prehod, en kanal in naj bi bili nerdšarki, ki se hranijo tam. Bomo videli, tle en otoček, gremo lahko, je tak lep, zgleda. Se glih kar sčal na mene turiste pripeljali. Zdaj bomo po moje tukaj kakšen dan, dva. Koliko mi je dober tale pogled, res, te barve, nora. Edino napovedano je, da bo vetra tam do 12 vozlo, sunki, piha pa že 22 vozlo skozi, tam 20 in 22 je konstantno, napovedi so pa mimo. Dimi, če dalje bolj skače tamle na valovih, drugega zavetja ni, to je edino, kjer lahko sidramo. Zdaj pa gledam tle noter, da bi šli noter se vezati, ali noben ne ve, koliko je globina.
Vid se popolnoma nič. Zdaj še ta ladja prišla, supply boat, kaj je to, in je dvignil vsa ta pesek gor, tako da se ne vidi 5 centi ne globoko, tako da ne vem še. Ali bomo šli not ali ne. Ne, tako me se vidi propeler. Ne vem kako je globoko. Bom probal kakšen kamen najdeti ali pa nekaj, da na štrik navežem na gubenjaku, ko bomo šli ven, pa lahko probam z utežjo. Problem je, ker tle skoraj nobenega kamna ni. Tle me sem pesek. Nekaj bom najdel, no, pa bom navezal na štrik, pa bomo na vsake toliko cajta probal. Grem preveriti, kako se Timi gunca na valovih, če vse je v redu. Šli smo tle v eno restauracijo, da bomo po dolgem času zunaj jedli. Cene so kar v redu, ni tako drago. Glede na to, da nimamo tudi nekih zalog sestavin za karkoli početi, je tudi ena možnost, kako en dan ne kuhati. Pa Timi tam ne vidim, da ful skače, ker mi ni čisto nič všeč. Ribič je ribe na lovu, tole je yellowfin tuna, da bo pa nesel tam do vrnil, grem pogledat. Če bodo prišli nurse sharki, tako da jih bom zdaj vrnil tega, so healthy. Ker so pa velike, ful so veliki. To ima sigurno 2,5 metra, evo. Vidim, da je prišel tudi black tip, morski pes tam od zunaj. Evo, da se malo lepši vidi, voda malo bolj čista. Ogromno jih je. Čudoviti so. Nekaj imam. Daj, še mi malo, lega. Če se vanka zaletiš, ga ne vidiš. Ja. Skoraj sem se zaletel vanga, se bo nastavil, pa se ga, komaj se ga videl malo. Ne vem, če se na kameri kaj vidi, to glavno.
Danes smo šli pa tale kilometer pa pol stran, gledati ta shipwreck, pa je tudi vidljivost bolj slaba. Se naj bi bile tudi manj, te jih nismo videli. Čeprav smo šli že zdaj kar zgodaj zjutraj. Punci zdaj tamle snorklajo, čakam, da končajo. Gremo na otok. Zdaj? Ja. Gremo na otok? Ja. Še kakšnega reja stopila. Moramo pa že kar malo pohititi nazaj, tam je čisto črno. Pravimo mene 10 minut, pa se bo povscalo. Vroče. Sem še škržati, manjkajo pa nekaj hladnega v roki. Mesto do led ali pa ledena kava. Življenje je lepo na jadrnici, včasih pa tudi na plaži. Senčka malo pihla, odlično. Sem polno smetijo, prehodila jih bo. Evo, kaj vroče. Vse malo pripihlatlele. Smo šli pa še na drug konec otoka pogledati.
tako da jutri zjutraj odidemo naprej. Da lahko rečemo, da smo cel otok videli. Danes smo bili tam na tistem otoku. Dovolj imam te vročine. Zdaj moramo pa najti. Včeraj smo najdeli en lokal, ki ima celo električno vtičnico. Sem že včeraj prenosnik polno. Danes ga imam tudi sabo, tako da če bomo šli tam mim, se bomo stavili, da pa malo preklopim. Mogoče malo vlog delam, pa bo. Pa tole je, piše Public Beach, ampak je prepovedano, se ne ve dobro, v bikini biti. Tle gor imajo tudi na palmi takole znake, da piše No bikini allowed. Počrtamo. Začelo se je. In zvoki so preplavili otok. Evo mi kar na kavo. Evo punce, če se boste usele na kamnito klop. Ja. Ne bi se raj tam, da mi smo malo vlog delal. No pa pojdimo. A jih je treba skozi ganjati, skozi. Tu bi samo ležale, sedele. Skozi zahtevne so ful. Ajde. Gremo. Minuto. Vem, kako izgleda pri vas minuta. Vem. Ste tako utrujeni ali kaj? Ja, utrujeni, kaj rabimo? Koliko kav pa ti na dan spiješ? 3 do 5. Ja. Peter včas. Pa nismo več doma. Imajo tudi težko mehanizacijo tle na otoku. Natalija je kupila jajca. Koliko so bila jajca? Niso tako draga tle, ne? 75-30 komadov. 75-30 komadov, to je koliko pol? Ne vem. 3 evre. Se pravi 75 deljeno 16. Ne? Če bi bil tim zdaj tukaj, bi že zračunal takoj. Jaz rabim pa malo dlje časa. Shark teeth so zobje od šarkov in so ta pravi. Te pravi. To je tiger shark, to pravi pa blue shark, čeprav ne vem, kateri je to blue. Smells nice.